Danes je minister za zdravje predal svojemu namenu to krožišče, ki ga je Maribor dolgo pričakoval in tudi potreboval. Sami ste gotovili, da ga je Maribor dolgo potreboval. Zelo sem vesel, da smo finančne konstrukcije zaključili tudi z evropskimi sredstvi, na katere še čakamo od države. Predvsem pa je pomembno, da ne bo več prometnih zastojev in da imajo sproščen dovoz tista intervencijska vozila, ki so nujne, predvsem mislim na rešilce, prvo pomoč, ko gre za urgentne ukrepe in urgentni dovoz v klinični center Maribor. Minister za zdravje je v slavnostnem govoru tudi nekaj omenil o vračilu denarja. Žalostno je bilo, če smo hteli dobiti gradbeno dovoljenje, da smo mogli Ministrstvo za zdravstvo pod prejšnjim vodstvom ali pa prejšnjem mandatu plačati 31.000 evrov odškodnine, čeprav smo delali pravzaprav za državo oziroma za državni objekt dovoz iz urgentnega uvoza. No, zdaj, ko je to krožišče končano, ali bo tukaj kdaj stala kakšna skulptura? Bo. Kakšna? To prepustite strokovnjakom. Na to vprašanje vam župan ne zna odgovoriti. Mogoče zna odgovoriti kdo od vaših kolegov na večeru, ki so strokovnjaki v zadnjem času za skulpture v Mariboru, ampak mi imamo komisijo, mi imamo predloge in jaz sem prepričan, da bo na tem mestu stala skulptura. In to prava, z svetovno znanim imenom. Torej, današnje dejanje, otvoritev urgentne poti, kaj to pomeni za mariborsko bolnišnico oziroma Univerzitetni klinični center Maribor? Kadar gre za hude primere, odločajo minute. In ko gre za urgentni primer in dovoz bolnika v bolnišnico, ta pot nova skrajšuje za več kot minuto. Se pravi, en pomemben korak, da se lahko za to potjo tudi reši kakšno življenje več. Ambicije trenutnega vodstva UKC-ja so zelo velike. So tudi nekje z podporo ministrstva za zdravje? Nekjer se nismo razhajali v današnjem razgovoru, samo na dveh področjih sem jih popreganjal, ker kasnijo.